Referendumska vprašanja, ne glede na odgovor, bodo lahko vedno negativna ali vedno pozitivna. Pri vsakem vprašanju imaš lahko vsaj dva odgovora. S katere strani ga vzameš, s tiste strani ga tolmačiš. In tako lahko rečemo, da bo to vprašanje, navkljub temu, da bo nekdo rekel ne, se ga bo lahko razlagalo, kot da je v bistvu mislil ja. Tako da gre za predvolilno politično potezo, na katero pravzaprav nasedajo vsi tisti, ki bodo šli na ta referendum. Jaz osebno ne bom šel na ta referendum, ampak to je moja odločitev. Slovenke in Slovenci naj se sami odločijo, kaj bojo naredili, naj odločijo po svoji pameti. Morda bi te, ki so pripravili referendum, streznila samo nizka udeležba referenduma. Morda samo to. Kajti že samo izhodišče, da se znotraj državnega referenduma postavlja pravzaprav 14 referendumskih različnih vprašanj, daje vprašljivost, oziroma je vprašljiva tukaj legitimiteta sploh tega referenduma. Zakaj potem državni referendum, če je na vsakem koncu države drugačno vprašanje? Če bi hoteli imeti realni referendum, bi morali samo vprašanje postaviti, ali ste za to, da se Slovenija razdeli na pokrajine, ali ste proti temu. Ja ali ne. Vendar s tem, na ta način, to vprašanje ne bi bilo možno zlorabljati za svoje politične namene. Skratka, v Slovenski nacionalni stranki smo pa že v samem izhodišču proti drobljenju Slovenije na pokrajine. Če bi že morali imeti pokrajine, bi bile to najbolj optimalno dve pokrajini, ena mestna in ena podeželska pokrajina. Na ta način bi lahko iz Evrope dobili določena sredstva za podeželsko pokrajino, ali pa da bi razdelili Slovenijo nekako po sredini, zgornji del posebej, spodnji del posebej, pa če tudi damo Ljubljani kot glavnemu mestu poseben status. To bi bile rešitve. Vse ostalo je nakladanje, je prerivanje, je brezvezništvo in v tem trenutku koristi samo Slovenski ljudski stranki v prvi vrsti, kajti imajo največ županov in v prvem šusu bodo bi naj ti tudi največ denarja pobrali, in pa koristi tudi vladajoči stranki, ki na ta način hoče nabirati politične pike. Mi pri tem nabiranju političnih pik ne bomo sodelovali, upamo na treznost slovenskega naroda. Ta treznost se je pokazala in dokazala pri Slovenski nacionalni stranki, ko smo govorili, da bo Lizbonska pogodba padla, in je padla. Ko smo govorili, da je neumnost kosovska neodvisnost, in se zdaj kaže, da je neumnost kosovska neodvisnost, in bi bilo smiselno, če bi tudi vlada poslušala Slovensko nacionalno stranko, malo bolj, čeprav smo v opoziciji.